Bojan Požar je novinar, urednik, avtor, komentator in eden tistih ljudi, ob katerih ima skoraj vsak svoje mnenje. Nekateri ga spremljajo zato, ker odpira zgodbe, ki jih drugi ne. Drugi pa ga spremljajo zato, ker jih zanima, kako daleč gre lahko človek, ki živi od informacij zaradi največkrat razkriti. Mene osebno pa danes, poleg vsega tega, seveda zanima tudi, kdo je Bojan takrat, kadar ne dela. Ali to sploh obstaja v njegovem vsakdanju. Bojan, dobrodošel pri nas. Hvala za vabilo, Iva. Bom začela kar s tem, kar sem rekla v uvodu. Je sploh pri tebi čas v dnevu, ko lahko rečeš, da pa čisto nič ne delaš in da tudi glava ne razmišlja o nobenih temah, razkritih aferah in podobno? No, to zadnje je v bistvu težko, ne? Ker človek pa nekaj razmišlja, ampak to, da ne delam nič, ne, to se mi je pa v bistvu letos prvič zgodilo. No? Jaz sem šel, odkar imam pač spletni portal Požarjev pot 207, se ga začel delati, sem šel letos prvič na nek dopust, oziroma na nek trekking brez računalnika. Jaz sem vedno bil na pohodih in sem vedno nosil računalnik. Tako da grem recimo teč nekam, ne vzamem računalnik, da lahko naslednji dan nekaj objavim. In letos sem tako psihično sam sebe prepričal, da pa enkrat to mora biti res, to se mora enkrat nehati. In sem v bistvu bil 14 dni na poti, brez računalnika in nisem delal. Ne. Tudi veliko teh znancev ali pa teh tako virov me je klical in namerno nisem dvigoval telefonov, nisem odgovarjal na SMS-je, potem so se časoma klici nehali in tako dejansko se mi je prvič zgodilo, v bistvu, da nisem delal. Razmišljal sem, ampak nisem delal. Dobro, malo me je zamikal, pa sem tu pa tam objavil kakšen X, ne. Ampak to je skoro na kratko. Ko rekel, najprej je bila to neka disciplina, pa mi je to prišlo v nek ritem, in je bilo prav fajn. No. Bodi čisto iskren, si se za to odločil čisto sam, ali je žena rekla, Bojan, zdaj pa dovolj, zdaj pa rabiva malo dopusta? No, zdaj prvič ni žena, je partnerka in drugič ona ne hodi na pohode z mano, hodim vedno sam. Tako da pač je način mojih pohodov, relativno hitro hodim, tako precej kilometrov naredim na dan in tako dalje. Enkrat smo poskušala, pa se je šlo tako, da po 3 dneh sem nosil jaz njen in moj nahrbtnik, in potem je šla na avion in se je vrnila domov. Tako da v bistvu hodim sam, tako da to nekako ni bila njena odločitev, mi je pa čestitala, da sem se tako odločil, da ona me vedno k temu spodbuja. Načeloma, recimo, kadar mogoče kakšno jutro, pa je to zelo redko, ne objavim članka, mi ona dobesedno čestita, pove mi, danes nisem nič objavil, pa Bojan. Tako da me spodbuja k temu, da bi imel pač malo več nekako tega tako nekega čistega, prostega časa. Kakšni so pa bili občutki teh prvih nekaj dni, ko si bil brez računalnika, ko si ne dvigoval telefona? Noter verjetno je bil malo tak prisoten nemir. Kaj ne ti rečem? Načeloma je bil, najprej bil ful dober fizični občutek, ker sem imel nahrbtnik 2 kilograma lažje. Če pa imam jaz ultralight računalnik, zdaj je taki stvari, kompjuter, ampak vseeno je to takoj s tistimi priključki in tako dalje, pa je takoj 1,5 kg, 2 kg. In to se pač pri hoji ful pozna. Tako da letos sem imel fantastično lahek nahrbtnik, 5,2 kilograma. Načeloma ga ima človek lahko, recimo 10% telesne teže, pa nekako še hodi. Tako da to je bil ta fizični občutek, ki je bil naenkrat se bil neki lahek, pa tako dalje. Tis pa tudi, najprej sem bil malo živčen. Zlasti, veš, ko imaš po tolikih letih, poznaš te ljudi, s katerimi komuniciraš, pa vire, pa tako dalje, in že po telefonski številki, oziroma po imenu lahko nekako oceniš težo ali pa pomembnost neke informacije, ki jo boš dobil, če dvigneš telefon. Tako da je bilo kar nekaj samodiscipline, polo pa lahko, pa naenkrat to preide tako, kako bi rekel, v kri, pa v male možgane in v bistvu je kar na nek način fajn. In so potem kar naenkrat super občutki. Ja, in to je tudi recimo tako, jaz sem pač objavil, da bom začel delati 4. augusta, in ker sem se vrnil par dni prej, ker sem se želel izogniti prihajajoči tisti španski vročini, ker bi bilo verjetno res težava malo hoditi tam pri 36 stopinjah, in sem prišel par dni prej domov, in pol seveda, ker je bilo en kup nekih zgodb, se je
nas odvijali na področju te politike, medijev in tako dalje, sem zdaj pa tako malo tuhto, že na avionu, bom zdaj začel prej delati, ali ne, ampak sem tudi se v bistvu še bolj mogel disciplinirati, ker sem bil doma, In si se držal? Ja, in sem se držal in dejansko sem potem prvi članek objavil 4. augusta. Tako da tudi ta, kako bi rekel, dodatni napor sem pol zmogel. Ja, to je verjetno res še teže. To je bilo pa še teže, ker sem bil nekako, se veš, sem bil nekako... So te že malo prsti srbeli, malo na prsti bolje, bil sem fizično zraven kompjutera, tako pač in to. Zdaj govoriva o nahrbtniku in o sami hoji, verjetno o kaminu in verjetno o tem, da si večkrat si že šel, če sem prav... Petkrat si že šel. Ja. Tja se bi jaz še vrnila, ker to se mi zdi, da ni čisto za vsakega, jaz sem zdaj 3-krat prehodil portugalski kamino, s tem, da sem začel vsakič na neki drugi relaciji, in 2-krat ta španski kamino. Ampak jaz na kamino v bistvu hodim, prvič sem šel, ker me pač Barbara prepričala po bolezni, je rekla, greva na kamino, nisem niti dobro vedel, točno kaj je to. Pa tako. In sva šla in tako, in v bistvu me je tam navdušil ta tehnologija tega trekkinga, ker pač lahko hodiš zelo dolgo časa, lahko hodiš manj časa, pa vsa infrastruktura je, tako da pač veš, lahko kjerkoli prespiš, lahko kjerkoli nekaj poješ in tako dalje. In je v bistvu, to mi je bilo okej, Pa tudi jaz rad hodim po poteh, ki niso preveč, jaz ne hodim toliko gore, jaz rad hodim, tako bom rekel, med ljudmi, med vasmi in tako dalje, na kaminu, nekaj vzpodov, tako da mi je to v bistvu prav kombinacija, Res je, da sem zdaj v zadnjih letih sem odkril Anglijo, pa Škotsko, ampak tam je čist neka druga zadeva, ker moraš biti pripravljen na dež, pač enostavno, greš 20 dni tja in veš, da boš imel 15 dni dežja, čeprav tudi tam se klima malo spreminja. Tako da zdaj sem bil 2-3 zapored v Angliji, ampak zdaj sem spet vrnil malo tako v toplejše kraje, in mislim, da, verjetno bom še šel, Letos me sicer presenetil, ker sem videl, da je bilo na Portugalskem, bilo je zelo veliko mladih, tako da bi se neka generacija spremenila, ampak res veliko mladih, in ogromno kolesarjev. Tako da je bilo že kar malo običajno, večji del poti hodijo kolesarji po isti razvedali. Tako da mogoče že malo moteče, Ja, ker jaz tudi hodim z glasbo, pa ne slišim tako in tako dalje, Tako da tudi na kaminu hoče več se dogajajo neke spremembe, Skozi leta, Rekel si, da hodiš z glasbo. Je to kakšna tako meditativna ali je kakšna tvoja izbrana? Zdaj jaz imam, sem fan tega, sam si posnamem glasbo in tako dalje, in pač te imam recimo nekih, imam ogromno teh zbirk, in zdaj sem si naredil tako neko, ne boste vedeli, 24 ur je dolga, ampak to so ta 60, 70, 80, pa nekaj tudi 90 let, tile hiti, pač, ki... Ja, mečkaj nostalgije, Ja, mečkaj nostalgije, se tudi vidim na naše radijske postaje, hit, Domžalski ima 24 ur na dan, ima tole nostalgijo in tako dalje, tako da te pač rad poslušam, Itak so ti hiti, še jih poznamo vsi, tudi večni so, današnji hiti zginejo v pozabo in tako dalje. In pač to poslušam, imam te vrste slušalke, zunanje slušalke, ki v bistvu še slišim tudi v dogajanju. Recimo avtomobile, ampak kolesarja pa, če močno ne pozvoni, ga ne slišim, pa tako dalje. Ampak to imam tudi zaradi tega, malo zaradi varnosti, če tečem po cesti, da slišim avto in vse te stvari, pa tako. No, ker nisem hoja, tudi tečeš zelo rad in tudi maratoni so ti kar blizu, Mislim, blizu, pač 12 sem jih pretekel, Zgleda tako veliko, ker jaz v bistvu... Glede na to, da jaz nobenega je to veliko, Ja, mislim, da jih, nekaj tam bliz 1% ljudi je preteklo en maraton, nekaj takega na svetu, tako da si ko pretečeš, si v neki elitni druščini, pa tako dalje. Samo je to kar velik podvig, Ja, mislim, ni to tako enostavno, kot zgleda, to je nekaj, tako bom rekel, najbolj napor. Ko sem prvič pretekel to, pa celo življenje se ukvarjam z športom, ampak z drugimi športi, in ko sem prvič pretekel, zelo pozno sem začel teči, in ko sem prvič pretekel, sem videl, da nikoli v življenju nisem delal nekaj tako fizično in tudi psihično napornega, kot je bil tisti maraton, ker zdaj pač jaz nisem nek tekač iz Etiopije, ki ga pretečem v dobi 2 urah, se moraš psihično pripraviti, da boš tekel 4, 5, pa zdaj zadnja leta skoraj da 6 ur, in to je tudi malo tako, bom rekel, v glavi, da ne nehaš, tam doskrat, recimo,
ko si tam na 30 km, ne se začne spraševati, pa dobro. Glava govori ja, ne. Kaj je tebi, ne, tebi to je res potrebno, pa tako dalje, ne. Zdaj, če boš vprašala Barbaro, boš videla, da jaz vsakič, ko pretečem v cilj, in rečem, zdaj pa nikoli več, ne, ampak čez 2 meseca začneš gledati, ne, kje boš tekel naslednjega pa to. Ampak verjetno ti kljub temu da neko zadovoljstvo, neko potrditev mogoče? Problem, ja, mislim, znanc mi je tako, prijatelj mi je nekoč rekel, da se ko preteče v cilj, ne, po maratonu se mu zdi, da lahko, da je vse mogoče, ne, da lahko karkoli naredi, si privošči in tako dalje. Ne. Jaz tega recimo občutka nisem imel, no, ampak videl pa sem, da pa je problem teh tekov, ne, teh dolgih tekov, pa tega rednega teka je v tem, ne, ker to je res neke vrste mamilo, ne, in ti pride nekako v kri, tudi znanstveno je dokazano in ful težko nehaš teči, ne. Tako da recimo jaz zdaj to malo kombiniram z tekom, malo z hojo, malo z kolesarjenjem, to svojo rekreacijo, ampak vedno znova se nekako vračam k teku, ne. In je to tako, zdaj pač na srečo imam potrkati, nimam nekih težav s poškodbami, ne. Koleno me je malo mučilo, ampak sem to nekako z kolesarjenjem sem saniral samo od sebe, ne, nimam nekih težav s kolki, včasih imam težave, kaj s hrbtenico pa tako dalje. Tako da upam, da bo še nekaj časa šlo, ne. Letos, ko sem pretekel zadnji ta 6. maraton v Tokiu, ne, v teh 6 velikih, sem tudi rekel, da več ne bom tekel maratona, da se bom vrnil na te kratke teke, ne, po 10 km, tudi te agenciji, s katero sem zdaj pač zadnja leta hodil, v industrijski agenciji na te teke, ne, sem rekel, da naj me dajo ven iz tega njihovega mailinga, ampak zdaj sem že pred kakšnim mesecem nisem že začel razmišljati o tem, da se bom nekako spet vrnil, no, tako da, ampak to verjetno še dolgo leto. Ne. Pa za te maratone treniraš načeloma sam? Ja, jaz sem začel tek trenirati pri teh urbanih tekačih v Ljubljani, ne, ampak takrat je bilo na začetku fino, ker je bila pač skupina, pa tako, ne, v Tivoliju smo imeli treninge, Urban Prapotnik, to pa njegova partnerka, to vse odlično furata in tako vse te stvari, ampak časoma sem pa videl, da bi bolj, prvič mi niso streljali treningi zvečer, ne, ker to tam, veš, po celodnevnem delu, ne, tam ob 6, 7 zvečer v Tivoli, pa še nabrati moči za nek trening, je pač malo problem, ne, in sem začel pač trenirati sam, ker pač imam to možnost, ker nisem nekaj redno zaposlen, ne, in lahko grem tudi dopoldne in zdaj v bistvu treniram sam, ne. Tako da mi je to pač okej, ne, pa tudi nekako sem videl, da jaz sem rad te individualne športe, ne, ker mi je to na nek način tudi malo umik, ne, iz tega mojega vsakodnevnega dela in tako, ne, veš, tudi začel, ker tam prideš, sem prihajal na trening, ne. Spet družba, ne. Takoj mi pet ljudi reče, ti kaj pa novega, ne, pa tako, ne, in tako da sem videl, da je čas, da se nekaj umaknem v to tako eno samoto, ne, in pač tek izkoriščam za to, da sem malo odmaknen, ne, ker zagotovo med tekom ne dvigujem telefonu, ne, ker pač imam glasbo preklopljeno, ne. Seveda, in tudi sicer se mi zdi, da tisti, ki delamo veliko z ljudmi, da ta odklop res potrebujemo, da si takrat res sam sabo. Ja, jaz sem tudi v nekem momentu, pa to že pred leti sem se odločil, da v bistvu pač telefon dvigujem, jaz sem drugače skozi na tiho telefon, ne, ali pa izklopljen, ne. In potem pač, vsakega časa pogledam, pa pokličem nazaj tistega, za katerega pač smatram, da je pač potrebno ga poklicati. En kup takih številk jih ne poznam, ne. Jaz sem zdaj imenik tam 1000-2000 ljudi, ampak vedno te nekdo kliče, ki ga ne poznaš, ne. In potem delam to selekcijo, to sem videl zdaj, da je ful uspešna selekcija. Najprej odgovorim, prosim, SMS, ne. In potem se že takoj zmanjša število, ki jih pošlje SMS, ne. In tudi recimo z ljudmi, ki jih ne poznam, ne, pač če želijo na nek pogovor z mano ali pa neki pač vse te stvari, v bistvu nekako predlagam ali pa zahtevam, da mi povejo, kaj je tema, ne, o čem se bomo pogovarjali, ker drugače nikamor ne prideš, ne. Veš, ogromno ljudi te kliče in tako dalje in potem pač sem se naučil teh nekih selekcij, tako da sem v bistvu malo naredil malo sem zreduciral, ne, to komunikacijo, da je v bistvu komunikacija tista, ki jo pač jaz želim, ali pa jaz prožim in tako dalje, oziroma kdaj jaz želim in vse te stvari, ne. Človek bi rekel, da se z leti marsikaj lahko naučimo, ja, to prej sem nekako, prej sem mislil, da je pač to vse, ampak zdaj pa vidim, da je pametno se racionalizirati, ne. Zdaj, ko si omenil nekoč, sem mislil, da je treba vse, bova šla mečkano na sam začetek tvojega delovanja. Zanima me, tako v bistvu sem razmišljala mečkano včeraj doma o najnem pogovoru, da so se tudi časi glede tvojega dela, ne na splošno novinarstva, ampak prav specifično za tvoje delo se mi zdi, da so se
skozi leta različne faze dogajale, različne, ne, se pravi, danes že vsak lahko fotografira, objavi, vsak je lahko že na socialnih omrežjih nek komentator, če želiva in tako naprej. Nekoč tega ni bilo, ne? Nekoč si malo, da ne sam s fotoaparatom hodil naokoli in Ja, to lovil. imel sem vedno fotografe, ne. Tako da sam nisem načeloma slikal, imel sem pa vedno fotografe, tudi takrat, ko sem šel, ko smo lovili pod narekovaji Sašo Einzidler. Znane Slovenke, tako? Na Jadranu je bil z mano fotograf, no, ker jaz nikoli nekako se mi zdel, da nisem neki nadajen za fotografiranje, ampak tudi sicer se je tako spodobilo, ne, da če si novinar pa urednik, da imaš fotografa, ne, veš, včasih so imeli te redakcije po nekaj fotografov, to se je pa res spremenilo, ne. Ampak danes je, ta fotografski del je zdaj praktično popolnoma odpadel, ne. Popolnoma odpadel. Jaz si zdaj recimo pač kot ustanovitelj pa lastnik portala imam sklenjene neke pogodbe z nekimi fotografskimi agencijami, ampak načeloma je to zdaj veliko odpadlo. Danes tudi ni treba biti povsod, ne. Danes ljudje, pač, če imaš recimo, bom rekel, nekaj let za sabo dela v tem novinarstvu, če te ljudje poznajo kot nekega novinarja, pa ti zaupajo, potem dobivaš ogromno, ne, zlasti fotografij, ne, v tem, kdo kje sedi po Ljubljani in tako dalje in vse te stvari, ne. Ampak največja sprememba v tem mojem novinarskem delu je bila mogoče pač v tem, no, vse si dobro pogruntala te faze. Je bila pač v tem, da včasih se jaz nisem bavil izključno samo za to politiko pa z mediji pa tako dalje, to sem zdaj, ne vem, sam ne vem, zakaj sem še tako specializiral, ne? Ampak prej sem pač veliko pisal o estradi, športu in kulturi in tako dalje in podobne stvari, ne? Ampak pa se je to nekako, ne vem, zdaj težko bi rekel, kar zgodil se je tako, ne? To opisovanje te estrade in tako dalje je potem šlo neko tako tabloidno, prijazno novinarstvo, ne? To nekako se nisem našel v tem, ne. In ta politika je potem pač ne vem mogoče tudi z leti pride pa tako dalje, ampak me je začela malo bolj zanimati kot prej, čeprav sem bil pač skozi nekako zraven in tudi se mi zdi, da je prav, da je nastopila neka faza specializacije, ne. Zdaj, če želiš ti pač biti se obdržati na tržišču kot nek lastnik enega medija, majhnega medija, kot je recimo Požar Report, ne glede pač na doseg pa tako dalje, ampak fizično je to majhen medij, potem pač moraš biti specializiran, ne moreš delati vse, ne, ker potem nisi konkurenčen, ne, ker če delaš vse, delaš načeloma stvari, površno pa slabo pa tako dalje. In zdaj ta specializacija je potem pač pripeljala do tega, da se v bistvu ukvarja pač s politiko pa s temi stvarmi, pač, ki sodijo zraven. Edina sreča pri tem je, da so na nek način, da se je politika precej je postala estradna, ne, in so politiki na nek način tudi estradne zvezde, ne, tako da v bistvu je pol nekako vse se zdaj združilo. Se ti je meškano združilo vse skupaj. Takšen lon se nastal, ja. Ja. Bojan, rekel si, da je potem kmalu postala ta estrada zelo, pisanje o tem zelo prijazno ali pa nekoliko bolj prijazno. Se veš, da ne morem mimo tega, da te ne bi vprašala, kaj je tebe gnalo takrat, recimo, da, ne vem, tako kot si sam rekel, pa da se je lovilo Saško po Jadranu, pa ne samo njo, ne, še kakšno drugo in tako naprej. V smislu, kje je, si verjetno veš, kaj te želim vprašati, kaj je bil tisti povod v tebi noter, dajmo drugače? Ker malo si pa bil strah in trepet estrade takrat, a ne? Ja, no, itak jaz, bom rekel, načeloma, tudi če bi rekel, da ne želim biti nekako drugačen, ne, sem nekako drugačen, ne. Pač jaz sem vedno iskal, bom rekel, nek svoj način, ne, novinarstva. Ampak to se meni zgodilo, bom rekel, že čisto na začetku, ne. Se spomnim, ker sem začel delati kot novinar, sem v bistvu, sem bil zelo mlad, ne, sem napisal prvi članek ko sem se takrat malo ukvarjal tako zunanjo politiko in tako dalje, sem napisal prvi članek o gibanju neuvrščenih, ne, in so sicer za neko sobotno prilogo Večera, ne. In pač sem dal takratnemu odgovornemu uredniku, ne, Borko Dekorti, pred kratkim je umrl, ne, in dolg časa ga ni objavil pa tako dalje, ne, pa nisem vedel, zakaj ga ne objavim, vse te stvari, no, in pol sva tako malo komunicirali in pol enkrat ga je pač objavil in sem bil ful vesel, ker sem gledal, veš, ko vidiš članek, tvoj podpis pa tako dalje, takrat je bil Večer, ne, časopisi, vse te stvari. Ampak mi je dal tako, bom rekel, eno tako pripombo oziroma navodilo, ker sem si pol tako celo življenje zapomnil. Rekel mi je, da članek je bil vse korektni, vse te stvari, ampak da moram dati v tekst kot novinar, da moram poskušati dati neko tako osebno noto. Ne. In to sem si pol nekako zapomnil. In ta osebna nota je bila pač kasneje pa meni to, da sem v bistvu poskušal
najti neke zgodbe, ki drugi niso delali, ne? Ali pa bom rekel, iti v zgodbi, ki so vsi delali, še nekaj globje, ali pa najti neko drugo plat, drugo stran. Ne? In zdaj pač take zgodbe, kot je bil Lov na Sašo, to je bilo seveda zanimivo. Ne? Moj vzor so bili britanski tabloidi, nemški tabloid Bild in tako dalje, in tam so vsi to delali, ne? Pa nas tega nišče ni delal in jaz sem pa začel to delati. Ne? Bilo je tako tole malo čudno, no? Sej itak je bila neka medijska tranzicija, vse je bilo novo, ne? Ampak in to se mi na nek način obvestovali. Vse drugače pač bi bil to eden od nekih novinarjev in ti me XY, ti me nikoli danes ne bi povabila na podcast in vse te stvari. Ne. Tako da to, ta osebna nota, no, ampak bom pa reči, da tudi jaz, ko začnem nekaj delati, želim to delati maksimalno dobro. Ne. Tudi takrat, ko je Barbara zbolela, ko me je da je pet teč na ljubljanski maraton, tako zame pa tako dalje, sem tekel 10 kilometrov, ko mi sem pretekel in ko sem prišel v cilj, ne, se mi zdeli fascinantni. Tam tisti drugi tekači, ki so pretekli 21, vsaki 42, mislim, to je nemogoče, ampak ko sem začel, pa sem rekel, pismo, se tudi jaz lahko to. Ne? In jaz vsaki taki stvari, ko se lotim, nekako probam narediti maksimalno dobro. No? In to so bile pač novinarske zgodbe in jaz pač želim delati neke dobre novinarske zgodbe in tako pač je. Ne? Ja. Bojan, se ti je kdaj zgodilo še prej, a ne zdaj, ko si rekel, da si se nekoliko bolj specializiral, ampak recimo še prej, ko si res pokrival vse, da si imel, bom rekel tako, moralno vprašanje sam pri sebi, imam informacijo, imam mogoče, ne vem, fotografije, kakorkoli, ampak vem, da lahko s tem človeku zelo škodujem. Da ali ne? Kako gre pri teh zadevah? To je stvar poklica, ne, veš, ne, zdaj pač, če citiram enega od najbolj znanih, ne, ameriških novinarjev, ne, ki je napisal kupico knjig in tako dalje. On pač pravi tako, no, da če želiš delati kot novinar, ne, potem pač moraš odmisliti, ne, vse, kar si drugi mislijo o tebi. Ne. Preprosto pač to moraš odmisliti, ne, ker ti pač objavljaš neke zgodbe, ki tudi marsikateremu niso všeč, ne, to, kar zdaj pač všeč. In te stvari je pač treba odmisliti. Ne. Jaz teh moralnih dilem, ne vem, vse se človek zamisli, ampak ne v tem smislu. Ne. Zdaj, ko vsaki stopi na neko javno sceno, on prevzame odgovornost za svoje dejanja. Ne. Jaz sem jih samo nekako opisoval, ne. In sem jih samo pač objavljal v javnosti, to, kar so drugi počeli. Jaz se nisem zmišljeval dejanj teh estradnikov. Ne. Tako da tega vidika te moralne dileme niso pač bile pri meni. Ne. Zdaj, verjetno za koga so, ampak ti ljudje pač niso novinarji. Ne. Veš, jaz sem pač delal pač svoj poklic. Ne. Ne. Zdaj, tudi recimo kirurg, ne, ki gre pač operirati nekoga, ve, ne, da pač obstaja možnost, da pacient operacije ne bo preživel, ampak zdaj, ne, on pač gre operirati, ne, ker misli, da bo naredil najboljš v okviru svojega znanja, poklica in tako dalje. Ne. Se ne ukvarja s tem, kaj pa mogoče, da ne grem na operacijo, ne bom operiral, ker lahko pacient umre. Tako da pač jaz sem delal svoj posel, delal sem ga maksimalno pošteno, oziroma ga še delam maksimalno pošteno, korektno in tako dalje, ampak vedno sem jaz tisti, ki opisujem dejanja drugih. Ne počnem jaz to, jaz ne delam te stvari na mestu njih, ne. Jaz samo pač povem javnosti, ne, priobčim javnosti, to, kar oni počnejo. Ne. Vsak pa zavestno stopi, veš, v javni prostor. Ne. Vsak ima možnost, da dela na banki, na šalterju, na Slovenskih železnicah, ki ga nikoli ne bo nihče spoznal. Ne. Nihče se ne bo nikoli z njim ukvarjal, tudi jaz kot novinar ne. Če pa stopiš v javni prostor, je pa to seveda to je sestavni del tega. Ne. Če bi te jaz zdaj vprašala kot nekdo, ki je v medijih, pa bi recimo midva bila dejansko na kavi in bi jaz rekla, Bojan, kje je pa tista meja, ko recimo gre pa res izključno za mojo zasebnost in ne rabim nobenega spuščati noter. Kaj bi mi ti kot novinar rekel? Ja, sej te meje, lahko si jih vsak postavi in tudi zagotovi. Ne. Sej, glej, jaz načeloma recimo lahko bi rekel, da sem pisal neke zadeve, ki so na nek način zasebne. Ne. Ampak to so zasebne zadeve teh javnih ljudi, javnih osebnosti. Nikoli pa ne posegam v neko intimo. Ne. Veš, jaz pač napišemo, da pač nekdo spi z nekom in ima to neke posledice recimo za pridobivanje nekih javnih razpisov, pa nesmotrno porabo davkoplačevalskega denarja, ampak mi ne opisujemo, zdaj, kaj ona dva počne v posli, ampak pač povemo samo to dejstvo. Ne. Tako da te meje so bolj manj jasne, ne. Sicer načeloma, če pride do kakšnih tožb, pa tako jih v konkretnih primerih vedno presoja sodišče, ne. To ni mogoče, ne. To ni mogoče nekako naprej pač te stvari določiti, tako da to ni tak. To se mogoče od zunaj zdi večji problem, kot v resnici je. Ne. Ampak
ko pa greš z nekim novinarjem na kavo, ne, to je pa staro pravilo, Eva, veš, v Ameriki, ne, če greš z novinarjem na kavo ali pa na drink, na šanko ali pa kjerkoli, a se z njim pogovarjaš, moraš vedeti, ne, da obstaja velika možnost, da bo to objavljeno. Razen, če pač izrecno ne rečeš, da je to off the record. Ne, jaz recimo tega 1000% držim, čeprav mi je včasih žal. Ne, in se tega dejansko držiš? Ja, tega se držim, ampak včasih sem tega kot novinar oškodovan. Ampak to je tudi zdaj sem videl sodišče, pa nas sprejeli. En model, da rečem tako, znam podjetnik, mi je poslal neko pismo meni, pač na moj služben naslov in tako dalje, in jaz sem to pismo objavil, ko ga meni poslal, ker se mi je pomembno za javnost. In potem zaradi tega me je vložil tožbo, ampak ga je sodišče zavrnilo, da je pač po svojih letih, pri svojih izkušnjah, pri svojem delu je moral vedeti, da če pošilja to nekemu raziskovalnemu novinarju, sodišče je uporabilo ta termin, potem pač obstaja velika verjetnost, da bo to pismo objavljeno, kar je pač logično. Tudi ni rekel, to je med nama, to je off the record in tako dalje. Ampak ja, še enkrat, jaz se pa res, recimo tega se 100% držim. Moj problem je zdaj celo v tem, ker poznam ogromno ljudi in zelo veliko ljudi izkorišča pač to, da me pozna, mi nekaj pove, in potem pač zahteva že vnaprej, da jaz teh stvari ne objavim in potem čez nekaj dni jih vidim v kakšnem drugem mediju, postanem slabe volje in tako dalje. Tako da načeloma je to skoraj da zame večji problem, kot za tistega, ko mi kaj prepoveduje. Ampak to je pač tako, da bilo pač ne smem razočarati. Ja. Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, da verjetno se v vseh teh letih zdaj zgodi velikrat tudi to, da ti ljudje navržejo neke informacije, zato ker bi sicer radi, da to pride v javnost in potem čakajo, kaj se bo zgodilo. Ja, to nisem jaz tako naivn, da mi lahko nekdo nekaj navrže. Tako pa to mogoče se mi je kdaj, mislim, ne rečem, vedno te lahko nekdo tako, bom rekel, prevara, ampak lahko, da se mi je tudi to kdaj zgodilo. Ampak načeloma sem zdaj toliko izkušen, da mi ne more nekdo nekaj navreč. Sej že tisto, kar sem se prej pogovarjala, predno je bila kamera vklopljena. Zdaj, če imaš veliko izkušenj v tem novinarskem delu, pa če si dolgo časa v tem poslu, že približno veš, kateri politik bo kaj rekel, kateri novinar bo kaj napisal. Jaz včasih, ker pogledam kakšen članek, pogledam avtor, odspod pa že vem, kaj bo njegova teza pa tako dalje. In zdaj v neki taki situaciji, pa v taki mehni državi, kot je Slovenija, ki je 2 milijona ljudi, pa v bistvu jaz, ko bom rekel, upisujem recimo 1000 do 2000 ljudi vedno, že približno veš, kaj ti bo nek vir povedal, oziroma tudi veš motiv njegov, zakaj ti on to pripoveduje, ker tudi to pomembno pri teh stvarih, veš, če in te vire, oziroma te motive se da zelo hitro ugotoviti in potem, ko poznaš motiv, tudi približno veš, koliko je recimo informacija lahko resnična kot ne. Ampak samo to bi še mogoče v tej zvezi tudi pozoril. Jaz vedno, bom rekel, v tekstih, vedno striktno povem, kaj je format neke informacije. Ali je to neko dejstvo, ali je to, bom rekel, neka govorica, ali je to samo neka informacija, ki kroži, ali je to nisem slišal samo jaz, ampak je še tudi nekdo drug. Jaz to vedno korektno navedem. Skratka, navedem na nek način vir in, ko bi rekel, informat te informacije. In da vsak človek potem lahko presoja sam pa sebi, ali je to verodostojno, ali to ni verodostojno. Sem pa to dolžan objaviti, veste. A si kdaj v preteklosti imel občutek, da, govorim res o preteklosti, ker tako kot si rekel, verjamem, da zdaj to hitro prepoznaš te motive, ampak da bi te kdo kdaj želel uporabiti za neko svojo igro, za nek svoj namen? To pa kar naprej potem, ja. To pa že skozi. To že včasih, ko sem se ukvarjal z estrado, če mi je neka urednica na TV Slovenija, takrat je bila samo še TV Slovenija sprva, ali pa neka voditeljica nekaj pripovedovala o neki drugi voditeljici, je bilo, se veš, je bilo običajno to, ker je šlo za neko konkurenčno driblanje, odstavljanje, menjave in tako dalje. Tako da te stvari nekako se hitro navadiš. Tako da to zdaj ni neka, bom rekel, blazna umetnost. Zdaj, če si mlad novinar, pa prideš, tako da češ delati, si verjetno fasciniran na tem, kakšen šopek teh informacij dobiš, pa kdo vse s sabo govori, pa te stvari, ampak pol s časom moraš pa delati neko selekcijo. Zdaj, ko si že omenil tudi sam razne klice in vire informacij in ko si recimo zdaj ko si hodil in si bil stran od telefona in računalnika, mislim, prepričana sem, da si marsikdo na drugi strani, ki nas zdaj gleda ali posluša, ne predstavlja najbolj, kako
kako poteka tvoje delo? Se pravi, verjetno ni vedno tako, da te samo kličejo in so to tvoji viri. Verjetno se ti kdaj lahko zgodi, da kakšne informacije dobiš na najbolj nemogočih krajih. Ne vem, si kdaj že na kakšnem kaminu dobil kakšne informacije ali pa maratonu ali pa, veš kaj mislim, verjetno je ta proces tvojega dela. Neki so viri, ki te pokličejo. Težko ga je to. Mislim, načeloma je to tako, no, da zdaj pač nek novinar dela z nekimi stalnimi viri. Nekimi stalnimi viri, ker pač moraš vedeti, da jaz sem že zdavnaj nehal hoditi. Včasih sem hodil na tiskovne konference, danes ne hodim več. Ker tiskovne konference so v bistvu nek PR. Pač nekdo pride tja, nek politik pride tja, pove to, kar želi povedati in odide. In v bistvu jaz pač poskušam objavljati to, kar ni povedano na tiskovnih konferencah in kaj želijo tisti, ki hodijo govoriti na tiskovne konference, prikriti. To je v bistvu na nek način neko pravo novinarstvo. Skratka, objavljaš to, kar želijo neki nosilci družbene moči, prikriti. In pač zdaj, kako pa to poteka, to je pa zdaj, veš, to je zdaj iz dneva v dan drugače. To zdaj jaz težko nekaj rečem. Zdaj, mogoče recimo, ker sem prej rekel, da sem objavil nekaj X-ov, ker sem hodil na Portugalskem, mislim, da sem objavil eno fotografijo z nekega ljubljanskega lokala, so bili 2 in 3 tam in sem pač objavil, ker je bilo zanimivo in potem sem se smejal, ker sem spod bral neke komentarje, kako požar zasleduje ljudi po Ljubljani. Jaz sem pa v bistvu hodil po Portugalskem. Ampak tega je zdaj pač veliko, to je tehnologija pač omogoča. Včasih si mogel v bistvu sam iskati. Včasih je bilo tudi več tega, da si se fizično dobival z nekimi ljudmi, zdaj več tega ni. Zdaj so pač te aplikacije so, ki jim pač načeloma nihče ne more slediti. In zdaj v bistvu velik del poteka preko teh komunikacij. To je zlasti tudi COVID naredil. Po COVID-u se je recimo tudi, bomo rekel, moje fizično dobivanje z ljudmi se je drastično zmanjšalo. Malo smo se navadili tistega COVID-a in potem pač je to nekako ostalo življenje. Ampak da bi pa tako nekako opisal, kako to poteka, je pa težko, ker vsaka stvar je na nek način drugačna. Ampak pri teh večjih temah moraš pač aktivno znam sodelovati. To ni zdaj tako, da nekaj čakaš, bo nekaj prišlo ali ker nekaj lahko staneš brez dela. Načeloma je pač te velike zgodbe vedno, bom rekel, aktivno v njih nekako sodelovati. Že od samega začetka na nek način. Ja, to je tudi na nek način to, kar bom rekel, tudi fizično delo. Mislim, to intelektualno delo je samo na koncu ti članek, ki ga dobiš. Tako da, če zdaj recimo želiš pač dobiti neko fotografijo pač enega človeka, za katerega smo ugotovili, da ni v Rusiji, ampak živi v Bohinju, se pač tja odpeljati in ga poslikati. To je ura in pol nazaj in vse te stvari. Tako da na nek način novinarstvo še vedno full terensko delo. Ne samo gledaš tam v zrak, pa doma pa nekaj pišeš pa zgoraj. Ti se potem samo nek velik finale. A bi zase lahko rekel, da si ponosen, da si v vseh teh letih si recimo zgradil tako ime, tak velik nabor virov, ker brez virov verjetno težko dobro upravljaš svoje delo. Verjetno ta tvoja baza ljudi, s katerimi sodeluješ, s katerimi pač tudi ustvarjaš na nek način, je verjetno nekaj, kar lahko rečeš, no to pa mi je uspelo. Ja, zdaj, če bi bil ponosen, ne vem, sem pa zadovoljen. Mislim, zadovoljen sem zaradi tega, ker na nek način, pač taka misel, se ni moja, pač ful teh misli, pač ko to bere, pa sliši, pa lahko prebere, da pač ni pomembno, kaj delaš, pomembno je, da to, kar delaš dobro, da si v tem dober. Zdaj, ne rečem, če si dober morilc, je to vprašanje, ampak če si pa dober novinar, je pa to redo. Zase načeloma po številu bralcev, pa gledalcev, pa po teh odzivih, tako kot si prej povedala, sem lahko zadovoljen. Lahko na nek način tudi ponosen. Ker prej si pač rekel, da vsi imajo nek odnos do mene, negativen, pozitiven. To je čisto normalno. Jaz ne tekujem za mis sveta ali pa za naziv priljubljenosti, jaz sem pač novinar in celo boljše, da so ljudje nekaj kritični do tebe, ker potem to pomeni, da na nek način tvoje delo spoštujejo. Tako da z tega vidika se mi zdi, da sem naredil bom pustil nek pečat v tem slovenskem novinarstvu. Pa tudi na koncu novinarstvo mi je ogromno dalo. Spoznal sem ogromno ljudi, postal sem uspešen v tem poklicu, na nek način sem si ustvaril neko tudi premoženje, ker meni se zdi, da je tudi zelo pomembno to, da v bistvu si za svoje delo dobro plačan. Veš, kaj je v bistvu povsem normalno. Če si dober nogometaš, imaš dobre pogodbe, da služiš veliko denarja, isto po mojem mora biti tudi v novinarstvu. In sem tako zelo vesel sem, da recimo v zadnjem času vidim, da obstaja tudi pri nas nek novinarski trg. Oziroma neko tržišče, kjer novinarji prihajajo iz enega medija v drugega. Vidim, da nekdo, ki gre, ne vem,
iz Siola na RTV in obratno, da gre tudi za nekih materialnih razlogov, ne, vse te stvari in tako, to se mi zdi kar pomemben faktor. Ne. Jaz sem vedno gledal na to, da so članki brani, da so daje gledane, ne, to mi je vedno veliko pomenilo, ne, in da smo zato tudi ustrezno, kako bi rekel, plačani po domače reče, ne. To se mi zdi, da gre tudi eno za drugim, ne, tako da to me na nek način uspelo, no, in ok, lahko sem ponosen, recimo. Ja. Mogoče še bolj prava beseda, da je neko posebno zadovoljstvo, ko recimo razkriješ neko zgodbo, afero, kakorkoli. To je pa strašno zadovoljstvo. No, to me zanima. Ja, to je pa strašno zadovoljstvo. To v tebi nekaj verjetno naredi. naredi. To mi tudi nekaj pomeni, ampak po drugi strani, danes se ta novinarska tehnologija je tako napredovala, tako se vse bliskovito dogaja, da se čez 2 uri že pozabi, kdo je recimo kdo je imel ekskluzivo. Ne. Danes pa še tako je, kot še neke ekskluzive več ni. Ne. Jaz sem recimo zdaj, ko gledam to afero z Natašo Pirc Musar, pa s tole njeno rusko prijateljico, jaz sem recimo 1.8., to je bilo dan po nesreči, 31. julija je bila nesreča, sem objavil, ne vem točno uro dopoldne na X-u, da je najverjetneje pač je bila sopotnica ta Viktorija Krivulskaya, njena Rusija. Ne. In zdaj, 18 dni potem, poleg kakšna afera je nastala, ampak nišče se zdaj ne spomni, da smo jaz tisti, ki sem to prvi objavil. Ampak mi, ki delamo v medijih, mogoče to vemo. Ne. In to je na nek način, bom rekel, zadovoljstvo pri mojem delu. Ne. Ko pa objaviš veliko zgodbo, ki vidiš, kaj se zdi, recimo, kako se zdaj dogaja, to je pa seveda nadzadovoljstvo. Kolikrat pa recimo pri taki zgodbi, zdaj rekel si nesreča in potem že naslednji dan informacija, čas je pri teh zgodbah verjetno zelo pomemben. Ja, recimo, da je, ampak jaz načeloma itak ne pišem to, kar že vsi pišejo. Ne. To se ful držim principa Danila Slivnika, pokojnega, ki je dobro poznal slovensko medijsko politično sceno. On je vedno rekel, da kadar vsi mediji enako pišejo eni stvari, takrat veš, da nekaj tukaj ne štima. Ne. In je treba pač to stvar pogledati, opisovati z druge strani. Tako da jaz se tega ful držim. Ali pišem zgodbe, ki jih sam začnem, ali pa skušam najti, bom rekel, nek element, ki so se drugi mediji, ki vsi pišejo te zgodbe, recimo temu izognili. Ker to vedno obstaja, to lahko empirično se da to dokazati. In tako da včasih recimo kakšne zgodbe nič ne pišem, ker se mi ne zdi, kaj dosti, bom rekel, ne morem nič prispevati. Zdaj sem bil tukaj na Portugalskem in sem spremljal pač preko telefona, recimo to afero Mijić. To nisem zlepa, ne vidiš neke take afere, o kateri bi vsi pisali pa nas, kateri bi nekega politika slekli do golega, pri nekih drugih stvarih pa gledali stran. In tukaj veš potem, če bi bil tukaj, bi jaz poskušal najti neko drugo plat te zgodbe, ker zagotovo tudi še obstaja, ampak nisem bil tukaj, zato tega nisem lotil. Tako da pač jaz poskušam vedno biti drugačen. Ne zaradi tega, ker bi pač iz principa vstajal, da bom zdaj drugačen kot drugi, ampak zato, ker ima vsaka zgodba tudi neko svojo drugačno plat, za katero je fajn, da potem javnost zve, da si ustvari sama potem neko svojo predstavo o tem. To se mi zdi vedno tako ful pomembno. Kolikokrat se ti je pa zgodilo pri razkritju takih večjih zgodb, da so te morda potem ljudje klicali, pa Bojana je bilo to res treba, pa zakaj pa to, pa tako naprej, ali se je to zdaj že... To načeloma... Ne več verjetno, so klici, ampak ne v takem smislu. Zakaj, mislim, bolj v tem smislu, pa zakaj si ravno zdaj, pa kdo te je zdaj temu nagovoril, pa vse te stvari, tako bolj v tem smislu. Kaj je v ozadju? Ja, pa kaj je v ozadju, pa tako, pa zakaj ravno ti, pa tako dalje, pa vse te stvari. Zdaj sem zadnje, recimo, slišal, ker sem se malo ukvarjal z tem spiritom, s temi razpisi spirita, in ker sem tukaj pač imam občutek, da Logar tukaj ni najbolj iskren pri teh stvarih in sem pač začel pisati tudi v tej zvezi o Logarju. Oziroma tudi pač najprej je bila v bistvu objavljena njegova plat, potem pa plat drugih. In sem takoj potem že včeraj slišal, zakaj sem pa začel Logarja napadati. Veš, to je izraz napadati. Ti nekaj objaviš, in to je tako napad na nekoga. Tako da, ampak nič, pač je precej brezkompromisno delo to novinarstvo. In pač to je del tega. In tudi to, da te ljudje kličejo, pa da ti skušajo dopovedati, da te temu nekdo nagovoril, pa da te nekdo nekaj plačal in vse take stvari, to je tudi del tega. To pač nekako moraš poživeti. Verjetno si to veliko krat. Jaz imam princip, jaz zjutraj imam vedno veliko klicev, ko jaz objavim tam članek med 6:30 in 7:00 in potem
pač to lahko preveriš pri Barbari, ogromno ljudi kliče, pa takrat jaz ne dvigujem telefona, ker so ljudje razbujeni, tisti, ki so omenjeni, se veš, ne, to vsaki vidi sebe, je pač malo, se mu zdi groza in vse te stvari nikoli več ni res, ne, kar si objavil, čeprav včasih ti celo on sam pove, ne, pa objaviš, pa se to malo drugače sliši, potem, pa vidi, potem, ko je objavljen. Tako da pač imam neke obdobja, neke ure, ker ne dvigujem telefonov, ker vem, zakaj me kliče in vse te stvari in tako, no. Taki mehanizmi obrambni, ne? Ja, samo obrambni. Ja. Tako, pa selekcija, tako kot si že rekel, lahko SMS. Ne? Te je bilo kdaj strah, Bojan? Prej me je dvakrat v življenju me prej bilo, ne? Tako enkrat me par dni čuvala policija, ampak pol pa nekako se malo na to navadiš, ne? Ker najprej je res to ful težko, ne? Ker se veš, mislim, ni prijetno, no, če te ljudje po stran gledajo, pa to, pa uno in te zadeve, neki grozijo po telefonu in vse te stvari in tako, ampak s časoma potem ugotoviš, temu se ne bo mogoče izogniti, ne, če želiš pač delati svoje delo naprej in potem začneš dobivati neko trdo kožo. Ne, in pač potem vsak dan jo dobivaš in zdaj sem na te stvari pač neobčutljiv. Ne. Na to zdaj že nekaj let sploh ne odreagiram. Včasih spomnim, ko sem objavil, najprej sem bil novinar Milana Kučana, ne, potem sem objavil tisto zgodbo o Baričeviču, in ker je bila takrat, pač, ker je bila vpletena, ne, na nek način vpletena Katarina Kresal, pa leva vlada, pa tako dalje, so me razglasili za Janševega novinarja, ne, in pa zdaj to me več niti, malo sem se sekiral v začetku, ne, pa pol te to več nekako ne vznemirja, no, to je v bistvu tako, mislim, to je zdaj to mi je popolnoma nepomembno, ne. Verjetno sta tvoje delo na nek način morali sprejeti ali pa se zavedati, kaj je tvoje delo partnerka in hčera. Ne? Verjetno to ni enako, kot če bi, tako kot si sam rekel, delal nekje od 8 do 4 v nekem podjetju, bil, ne vem, v kadrovski službi in prišel domov, ne? Ja, to zdaj, hčerka nima teh takih problemov, ker pač živi že vrsto let v tujini, ne. Mogoče celo več to čuti pastorka, ne, ali pa je čutila pred nekaj. Barbara je to veliko čutila, ampak pol je bila tudi tako, bom rekel, je imela celo, ona je bila deležna nekih sankcij, ne, zaradi mene, ne, ampak na to pač nekako nisem mogel pomagati. Včasih se je tudi ona sprva se je ona zato ful sekirala, pa v bistvu, ker je pač zbolela, no, in je pač dala tisto terapijo, skozi pa zdravljenje, pa tako dalje, pa se spotoma tudi, kako bi rekel, nekako psihološko, ne, ali pa psihično, bom rekel, bistveno bolj ukrepila, ne, to je njena bolezen, pa neko zdravljenje je pač to nekako prineslo, ne, in zdaj v bistvu nimamo več teh problemov, ne, zdaj mogoče je pač v redu, ker je ona v tem poslu, ne, pa ve, da pač to novinarsko delo ne traja do 4, pa traja cel dan, pa ves čas je tudi, da si nekje drugje, pa tako dalje, ampak tako zdaj v bistvu že vrsto let nima teh težav, ne, včasih je še tako, ne, tudi ona je včasih bi rekla, da je bilo to nujno potrebno, ne, ampak zdaj pa to, mislim, da že 20 let ni tega več, ne. Si imel pa tudi tako načeloma tudi, ne, načeloma nekako, bom rekel, manj intenzivno spremlja moje objave, kot se morda nekomu zdi, ne, morda nekdo zdi, da to celo neki bere, prej objave, pa to pa bere, ne, načeloma, včasih si celo vprašam, tam nekaj dopoldne, okoli 11 ure si brala, mogoče, ja, ne, nisem še otegla, pa tako dalje, tako da to je, se tudi jaz, čisto skrit, iz člankov ne berem tekoče, ko jih objavi, ampak tako pač je. Ne, ja. Probaš pa... To je pa nama tako, v bistvu se s tem več niti ne ukvarjava nekako. Ni več tega na mizi, na dnevnem redu. Ne. Kaj pa delata za vajin mir? Za vajino, če hočeš, romantiko oziroma pobeg od dvoje? Kaj je tisto, kar vaju najbolj navdihuje? Ja, zdaj v bistvu je tako, no, da midva načeloma pač mama... V bistvu se ful dobro razumeva, ne, če pa imamo en kup nekih različnih interesov, ne, ampak to jih nekako delava lahko tudi skupaj, ne. Mi da pač, recimo, na moje, ne, kot se temu reče, hodiva, recimo, oktobra, ne, greva v Grčijo, ne, ker ni več teh gneče in tako dalje, in tam na nek način v bistvu greva skupaj, ampak neke najne aktivnosti tam so v bistvu drugačne, ne. Barbara hodi recimo na jogo, ne, jaz pač grem nekam teče, pa nek pohod in tako dalje, tako da načeloma fizično midva nismo ogromno skupaj, ne. Tudi jaz med tednom za snemanje teh podcastov sem pač v Ljubljani, ona je v glavnem gor na Štajerskem, pa tako dalje, se vidiva čez vikend, pa tako, ne. Zgleda, da smo v bistvu skozi skupaj, ne.
če človek gleda socialna mreža, pa nismo veliko skupaj. Ne? In tako, to našla sva nek model, no? Tako da v bistvu kar dobro z tega vidika funkcionira. Ne? Očitno, ne? Če je že toliko let mimo. Smo tako ful, kako bi rekel, ful je pa tako, no. Mogoče je to za malce koga presrečne, mi da se v bistvu ogromno pogovarjava, ne. Vem, da včasih se tisti pari, ki so potem let skupaj, se nehajo pogovarjati, mi da se v bistvu pogovarjati, kot da so se včeraj spoznala. Tudi pripovedujeva si stvari, da so se zgodile, veš, da je novo nama in tako dalje. Tako da imamo kar tako nekako pošlihtan tole. Ja. A se potem velikokrat zgodi, da se ob večerih tudi pogovarjata, ne vem, tako kot si zdaj rekel za to, kar si nazadnje razkril in objavil, da potem o tem tudi debatirate? Ja, je pa res, no, tako mogoče, ful veliko se po telefonu pogovarjava, ker nismo fizično skupaj in moram reči, da včasih, ne vem, po 5krat se medva po telefonu, dobro, tudi po teh SMS-ih, WhatsApp-u in tako dalje, ampak načeloma ogromno komunicirava, no, in tudi nekako, zdaj moram potrkati, ne vem, no, ampak nimamo nekih velikih skrivnosti drug pred drugim. Ne. Kolikokrat se vama pa zgodi, da sta na različnih bregovih, kar se tiče nekega mnenja? Ja, veliko. Ja, veliko. Tam veliko o tem debatirava, ne, včasih se tudi kaj, kako bi rekel, spričkava okoli tega, ampak to ne traja tako dolgo, no. Ampak mislim, imamo zelo veliko različnih mnenj, no, ne. To zdaj pač ljudje, ki Barbaro ne poznajo, se ukvarja tako z nekim takim navidezno nežno dejavnostjo, ples in tako dalje, ampak ona je v principu zelo tako trdna ženska, ne, vsem ima neko svoje mnenje in tudi zlepa ne popušča ona pri tem svojem mnenju. Tako da moraš biti kar nek tough karakter, da imaš z njo na nek način opravka, pa tako dalje. Ni ravno simple punca ona, ja. No, mogoče potem ti mečkam tukaj prav pride tudi delo raziskovalnega novinarstva, ne? Da veš, iz katerih strani pristopiti. Ja, ampak ni težko, bom rekel, je kar, ona kar ustraja na svoji stališči in vsem ima mnenje, ne? O športu, o podcastih, o vsem, no, ja. Mečkam bi se še vrnila k tvojemu delu in sicer me zanima, če se ti je pa kdaj tudi zgodilo, da si imel dober vir, imel dobre informacije, pa si vseeno presodil, da ne bom rekla, da morda še ni pravi čas, ampak kolikokrat pa se zgodi, da potem zgodbe ne objaviš? A se to sploh zgodi? Ja, to se, mislim, jaz kaj ne ti rečem, lahko da sem objavil samo 30% zgodb, ne, ki sem jih imel. No, včasih ene zgodbe so res težke, ne, in če nimaš zagotovljenih pač dovolj dokazov, koncu takih dokazov, ki bi preživeli, recimo, morebitno sojenje. Ne. Imel sem neko, bom rekel, fantastično zgodbo pred 2 leti, ampak ki mi jo je tudi potrdil vir, ki mi je tudi pač potrdil, da bi šel recimo na sodišče mi to pač pričati meni v korist, ker bi verjetno prišlo do sojenja. Ampak pol sem nekako ocenil, da ta vir ne drži, kar mi je povedal, da pač bi popustil tekom pač teh dogajanj, če bi se zgodile, in recimo nisem objavil. Ne. Zdaj, mogoče jo bom objavil v kakšni biografiji, kdaj kasneje, ali pa kakšni drugih kontekstu, ampak to je bila tako ena gromozanska zgodba, strašna zgodba, ampak žal pač vem, da drži, ampak ne vem, če bi jo jaz lahko dokazal kasneje na sodišču. Ker zdaj pač pri tem novinarstvu je tako, no, da v bistvu mi veliko krat vemo, da se je nekaj res zgodilo, ne? Samo nažalost ne bomo dokazati. Ne? Dokazati ne bomo tudi tega, ker nismo policija, nismo NPU, nimamo teh resursov, ne, da bi lahko prisluškovali, dokazovali, nekoga zasledovali in podobno. Tako da to se dosti krat zgodi, no? Ampak te zgodbe bi še posebno žal, no? Ampak ni bila edina, veliko je bilo še pač takih. No? To je veliko krat. No? To zdaj pač, treba vedeti, da so se pač stvari bom rekel, spremenile pa nas v tem smislu, da pač nekateri imajo res velik vpliv, ne? Nekateri imajo res veliko denarja in pri zgodbah o teh ljudeh moraš imeti res neko, bom rekel, trdno pokritje, ne? Da bo zgodba potem kasneje tudi zdržala. Ne? Zlasti na sodišču, govorim o tem, zlasti na sodišču, da jaz ne rabim zdaj pokritja od nekega urednika, ker sem sam sebi urednik, ne? Se pa lahko jaz objavim, če hoče, ampak moram vedeti, ali bo zgodba potem na koncu obstala ali ne. Na sodišču pa nisi bil tako malokrat, ne? Ne, na sodišču sem bil ogromno krat preveč, ne? Čeprav je tudi to sestavni del posla, ne? Zdaj pač jaz, če bi zdaj pač pisal o cenah na tržnici, ne bi bil nikoli na sodišču, da to je čisto zavestna odločitev, ne? Ker pač pišem tako, kot pišem, pač je velika verjetnost, da bom pristal na sodišču, ne? Ker je tudi sistem tako narejen, da v bistvu vsak lahko vsakega toži, ne?
veš, ni dobene selekcije. Ne. Zdaj sicer pač obstaja nek princip teh slep tožb, ampak vidim, da zakon je sprejet, zakonodaja je sprejeta, ampak sodišče tega še ne uveljavljajo. Ne. Premalokrat sodišče že v začetku zavržejo neko tožbo, katere namen je samo to, da se v bistvu na nek način skuša novinarja prestrašiti pa mu preprečiti pisanje. Ne. In moram reči, da sem tako glede na odstotek sem pač kar dobro odnesel doslej na sodišču. Ne. Ampak se pravim, zgodbe, za katere, ampak nikoli ne veš, kdaj bo prišlo na sodišče. No. Ampak zgodbe, za katere že sam veš, da bo prišla na sodišče in da boš tam potreboval dokaze, so pa toliko bolj zapletene. Ne. In tudi treba toliko bolj premisliti, kako se jih lotiti verjetno. Ne? Kaj si se skozi vsa ta leta Bojan naučil o ljudeh, ki imajo moč? Kaj sem se naučil? Naučil sem se tako, da je v bistvu da realnost teh ljudi v bistvu presega vso možno domišljijo. Ne. Skratka, nikoli si jaz recimo ne bi mogel izmisliti takšnih stvari, ki jih ti ljudje v resnici počnejo. Ne. Pa zdaj ne mislim, da so slabe, ampak lahko dobre. To recimo sem se naučil, da nič ni nemogočega. Ne. Vse se v tej državi, pa verjetno tudi druge, ampak jaz se pač ukvarjam s to državo, vse je dejansko v tej državi, bomo rekel, čisto možno. Ne. Tudi zadnje te afere recimo to dokazujejo. Ne. In ta s tem Brejcem in Stevanovič, ki me skozi opozarjajo, da se bo izgovarjam, in ta Nataša Pirc-Musar, pa s to Rusino, pa tako dalje. Vse to dokazuje, da je vse pri nas mogoče. Ne. In to sem se v bistvu naučil. Ne. Tako da včasih, ko objavim neko zgodbo, si mislim, pismo, pa vse to ljudje bodo rekli, to nemogoče, ampak ti pa veš, da se je to zgodilo in akteri te zgodbe vejo, da je tako, če ne celo še hujš. To moraš imeti nekako pred očmi. Če kot novinar režiš še na tako stvar, ki tebe recimo intimno ali pa osebno šokira, ampak vsaki znova veš, da je vse možno. Ne. Pač pokaže, kakšni ljudje. Jaz tako recimo, nekateri ljudi, pa nekatere poteze, ki jih delajo, pač niso, imajo neke nastavke prej. Ne. To je zagotovo, ni to tako, da bi, pač, veš, vse je v otroštvu. In tako je pač pri teh politikih. No. Ampak pa prije na oblast, pa seveda je to nekako, mislim, to je očitno neka taka, neka taka zadeva, ki te dejansko ali te potem sprosti s tebi v neke notranje nagone ali pa neke notranje okoličine, ki si jih imel, ker pač imaš neko moč. Ta moč je strašna, veš, začneš odločati o ljudeh, o usodah in tako dalje, načinu življenja ljudi in vse te stvari. In pač to je to. No. To zdaj, jaz recimo, en tipičen tak primer, pa zdaj ne glede, pustimo to levo pa desno, ker je vseeno, ampak se to kaže pri teh ljudeh, ki prihajajo iz nič v politiko. Ne. Zdaj, ljudje, ki so dlje časa v politiki, se malo izbrusijo. Malo se naučijo, malo dobijo nek feeling, malo so previdni, malo že vedo, da je pač politika, ima tudi neke svoje omejitve, ne moreš početi vse, kar hočeš, če pa imaš moč. Tisti pa, ki čez noč pridejo v politiko, to je pa strašna, bom rekel, strašna sprememba. To je recimo tak primer, sem jaz pač opazoval pri tej Urški Klakočar Zupančič, ne gre zdaj pač kako si mislimo, ne. Ampak to je bilo, ona je naredila ta preskok iz neke zelo povprečne okrajne sodnice, bila je v teh letih, ki bi mogla biti v bistvu okrožna sodnica, ni imela za sabo neke blazne pravosodne kariere in je potem čez noč postala poslanka, dobro, to še nekaj gre, ampak predsednica državnega zbora, pa druga najvišja funkcija v državi in potem so po mojem pa njej, ker jaz sem že prej malo poznal, ker sem pisal, ko še nihče ni poznal, pač je preverila na to, na dan potem to, kar se je pa zapravo pokazalo. Ampak se ni edina, velike take, pa pri njej se mi je zdel tak, bom rekel, prav tak eksemplaričen primer. In je na koncu potem to končalo v neko dramatično zlorabo oblasti, na koncu. Ampak to je problem teh novih obrazov, nekaj del prihajajo, pač pri nas večinoma prihajajo z leve, ker je pač tako narejena država, ampak drugače pa to je problem teh ljudi, ki niso v politiki. V Ameriki je to problem recimo Trumpa, on je tak nek novinstvo v politiki, pa ne veš, kaj bo naredil naslednji dan. Ostali politiki, Bush, Clinton in tako dalje, ki so bili pa vzgojeni, celo družinsko, ker so bile tam politične kariere, so bile družinska tradicija, tako kot so pa nas kakšni odvetniki, zdravniki in tako dalje, tiste pa že malo bolj racionalna zadeva. In to bi mogli pa nas recimo v politiki doseči, da bi politika postala nek poklic, neka družinska tradicija, ker se bi ljudje od malih nog ne vzgajali za politike in bi to potem, da na koncu postaneš nek predsednik državnega zbora, pa predsednik države, kakoli predsednik vlade, da bi to bilo že nek višje kariere po ne vem kolikih letih in pol bi v bistvu tudi dobili malo bolj normalno politiko.
Če pogledava mečkan za naprej, pogled vnaprej, ali kako radi rečejo, tudi napis za tabo je: dokler bom imel motiv, bom delal. Bi se s tem tvojim citatom še vedno lahko popolnoma strinjal? Ja, to načeloma bi. Ne. Jaz sem sicer, si ne predstavljaš iti kar mal... Ja, sem si kar predstavljal, zato sem tudi nekako se... V bistvu mi je bil nek namen, no, da bom po novem letu, da neham nekako delati. Ne. Ampak to sem imel dostikrat že te bliske, ampak letos sem bil kar trdno odločen. Tudi zaradi tega, ker mi je malo tudi, bom rekel, motiva zmanjkalo, ne, a veš, ker to zdaj, en kup nekih generacij teh politikov sem dal skozi, pravim, vem že približno, kaj kdo reče, da so se nekateri celo začeli vračati, ne, Janša je spet postal predsednik vlade in tako dalje. Veliko teh razmer iz 90-ih let političnih, ki jih jaz poznam, zdaj spet pridobiva, bom rekel, prihaja v ospredje, ne, Miha Brejc, tale Roman Jeglič, a veš, vse to so zgodbe iz 90-ih let, ne, ki jih ti mladi novinarji ne poznajo, ker jih na Googlu nekaj piše, ni pa teh ozadij, ne. Ampak potem pa, ne vem, pa smo eno kosilo z tem Alešem Štrancem, ki je pač lastnikom tega Info 360, in sva se tako malo pogovarjala in mi je predlagal še sodelovanje in sva se nekaj zmenili, da bom še 2 leti sodeloval in potem sem se pač odločil, da bom pa tudi začel se delati s tem portalom in pa ogromno, mislim, zgleda bo to kot neka hvala, ampak ne moreš si predstavljati, ko sem jaz objavil, da pač verjetno odhajam s 1.1.2027 v pokoj, ne, sem ogromno teh pisem, mislim, neverjetno, koliko sem dobil teh, ko bi rekel, pozivov, ne, tega ne naredim, ne. Zdaj, recimo, spomladi, ker sem pač imel promocijo te knjige o Robertu Golobu okoli, ne, po teh slovenskih krajih, mislim, na ogromnih koncih sem bil, včasih po 3-4 na teden zvečer, je bilo na promociji knjige prvo, drugo vprašanje o Golobu, potem so pa začeli mene spraševati, ne, ali bom šel v penzion, kot sem temu napisal. Ne. In na koncu sem itak videl, da mogoče bi bilo prvi 3 tedne fino, pa mi verjetno postal dolg čas, ne, tako da sem se zdaj spremenil, ne, in zdaj mislim, da imam zdaj enkrat imam še motiv. Še dovolj motivov. Ja. Kaj pa, ko bi recimo, da enkrat se zgodilo, da ne bi bilo več naslednje zgodbe, ki jo je treba objaviti? Kaj bi si želel, da bi ljudje rekli o tebi, o Bojanu Požarju? Ja, zdaj to... Težko zdaj, mislim, jaz itak mislim, da bo ostalo, približno okoli mene bodo ostala ful različna mnenja, ne, tako da bi zdaj težko rekel, kaj si bo nek poprečen človek mislil o tem, no, ampak recimo, ne, da če bo nekdo pač rekel, no, pismo, mislim, res je bil dober novinar, no, ne, malo ga pogrešamo v tej sceni, pa je zraven pretekel še nekaj par maratonov, da bom s tem kar zadovoljen, no. Bojan, ponavadi si ti tisti, ki sprašuje, danes sva vlogi obrnila, pa vseeno ti dajem na koncu priložnost in možnost, da ti zastaviš zadnje vprašanje. Da se stavim zadnje vprašanje? Meni. A tebi? Tako je. Ja, ne vem, no, tako zadnje vprašanje tebi. Prej, kad si sedela tukaj, ne, mogoče malo mi je šlo spomina, pa nisem vedel, ali si ti imela neko dajo na Planetu prej ali ne, ali so se imela tam spoznala? Sva, ne? Sva. Ja. Sam skozi leta sem se majčkeno spremenila, ne? Vsak se spreminja skozi leta, pa tako dalje, ne. Mislim, da si imela to lepotopisno, pa to, ne? Tako. Mislim, še v tistem času, kad sem bil tam na uri. Takrat sva se srečevala. No, vidiš, to sem te želela, pa da še to razčistimo, pa razkrijemo. In imava vse, ja. Bojan, najlepša hvala, ker si vzel čas. Hvala za iskren pogovor. Veliko novega sem izvedela o tebi, ti moram priznati. A res? Ja. No, super, ja. Pa jaz vedno govorim iskreno, veš. Ja. Hvala lepa. Hvala za pogovor, ja.